Tega. No, ali pa tega. A misliš, da bova midva z mojim čmrlom sploh konkurenčna tem ta velikim? Bovaj, pa saj bolj okreten. Imam jaz to. Sam sem inštruktor za varno vožnjo že skoraj 20 let in po več 100 opravljenih treningih še vedno zatrjujem, da je takšen poligon in treningi pa vaje zelo fina stvar, ki bi se je moral udeležiti v bistvu vsak in to na vsakih nekaj let. Tukaj se praktično cel dan izvajajo namenoma zoprne vaje, s tem se pridobi dodatne veščine in s tem se povečuje varnost na cesti. Pa vem, da tako ne mislim samo jaz. Tudi pri zavarovalnici Triglav se tega zelo dobro zavedajo, zato takšne treninge varne vožnje za motoriste organizirajo že 13 let. Tole je že 19. takšen dogodek. No, danes sem pa jaz v obratni vlogi in sem se udeležil treninga varne vožnje z motorjem. Če avto vozim že nekaj desetletij in v bistvu ves čas sem motor vozil pred 2 desetletjema, zdaj me je pa spet malo zamikalo. Vmes se je seveda spremenila tehnologija, predvsem pa jaz sam vem, da nimam dovolj znanja, zato je takšna stvar čisto super. Upam samo, da se ne bom kje zvrnil. Čeprav, če se Matej ni, se tudi jaz ne bom. Evo, prva vaja se zdi mogoče kot ogrevanje motorja in voznika, pravzaprav je pa tudi tukaj treba narediti kar veliko stvari pravilno, da je potem pravilno izvedena vaja. Tole je slalom, tukaj le že moramo imeti pravilno usmerjen pogled, nikoli ne smemo gledati v oviro, ampak tja, kamor želimo iti, ker bo potem avtomatično tudi tja šel motor. Vidim pa, da imam kar eno veliko prednost s tem, da imam precej lahek motor, pa da nimam sklopke oziroma ročnega menjalnika, kar pomeni, da na sklopko jaz lahko pozabim in se v bistvu samo posvečam vožnji. Evo, tole je pa recimo ena vaja oziroma ena stvar na cesti, ki se jaz najbolj bojim in sicer, da takole pridem v ovinek, pa je sred ovinka pesek. Tukaj se zdaj učimo, kako s tole pravilno tehniko potiskanja motorja v zavoju dol, lažje potem tudi motor zelo na hitro poberemo in poravnamo, da se v bistvu čim hitreje oziroma čim bolj varno pa naravnost peljemo čez pesek. Včasih gledam na YouTubeu, kako se motoristi zvrnejo na kakšni serpentini na prelazu Stelvio, ker tam je vožnja vseeno kar precej zahtevna in nekaj podobnega v bistvu zdaj delamo tukaj. Imamo zelo zaprte zavoje, kjer je ultra pomembno, kako potisnem motor proč od sebe, tudi večkrat lahko zadnjo zavoro ob tem držim, pa nežno plin. Zaviranje na mokrem pa zaviranje v ovinku, kadar nas nekaj preseneti, oboje na motorju lahko precej zoprna stvar. Zato zdaj to tukaj treniramo, tudi kako je treba pravilno uporabljati obe zavori. Na tečaju ali pa na treningu varne vožnje vsak pride do tega, da spozna, kje so njegove limiti in pa treniramo kritične situacije, katere poskušamo na cesti se jim izogibati. In zato pa na treningu, na poligonu, na varnem območju lahko delamo tudi napake, jih popravljamo, se o njih pogovarjamo in potem treniramo. In če ne druga, pridemo do tega spoznanja, da je reševanje kritičnih situacij zelo, zelo težka zadeva. Tukaj tudi potem spoznajo, kako nevarno je pri kakšnem manevru kritičnem, govorim spet o zaviranju sili, takrat motorji največkrat padejo pri nič hitrosti zaradi pogleda, ravnotežja in tu potem vidimo, kakšne so razlike, ali je malo lažji motor ali težji. Pa tudi, kot ste pravilno omenili, brez ABS-a motorji vidimo, ko zaviramo v sili, kaj se dogaja z zavorno potjo. In tukaj potem res pride do tega, da vsak vidi, opa, naslednja pa bo verjetno za ABS. No, pa še zaviranje v sili. Tokrat v bistvu naravnost, na suhem. Malo si
že na desno, ne? Jaz pa gledal. Ne, gledal sem pa prenizk dol, to pa sigurno. Ja. A veš, zato, Ja. veš, če ti greš 2 do 6 sekund med vožnjo, ful, ampak bi rekel, ko pa začneš na polno bremzati, bo Ja, je še malo, ja. Tam moraš gledati za točko in če se ti malo tole zgodi, lahko zelo hitro pol se kipneš. Veš, pa si videl, zavira je kul. V redu, 26 metrov recimo, ne, če nisem... Okay. To, nisem se stresel, ker v redu. No, pa se mi niti ni skrbel, ker inštruktorji tukaj obvladajo, tako da se znajo prilagoditi znanju posameznega motorista. Zdaj pa na polno dam, itak že vse obvladam. Pomalo se mi mudi. Hecam se, po pamet, nič na polno, nič na polno.